Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Novi Gorici, kjer se bo kmalu začela otvoritvena tekma 8. kroga prve slovenske nogometne lige Telema. V športnem parku se bosta pomerila domača Gorica in Mura. Poglejmo, kaj se bo dogajalo v 8. krogu. To je seveda otvoritvena tekma. Danes jasno še obračun med Koprom in Celjem. Jutri tekma Maribor-Tabor. Mevlja. Andrejašič. Predložek Andrejašiča. Do zaključnega strela je prišel Iličić, to da ni uspel premagati Obradoviča. Je to seveda znak za Široka, da ostane zadaj. Znova Andrejašič. Predložek Andrejašiča, Urbančič. Brani Matko Obradovič. No, tokrat pa je zaspal Amar Beganović. Tio Cipot. Daku, no tole deluje obetavna akcija. Daku za Cipota, Cipot! In z napačne strani je stresel mrežo, ostaja pri zidu 0:0. Tretjega popolnega kompleta točk v letošnji sezoni, napada pa Gorica po levi strani. Urbančič se bori, lepa poteza Jošta Urbančiča. Tudi Širok kaže agresivnost in prišel je do žoge Širok. Širok strelja, to da brani Obradovič. Mu Srebrnic seveda zelo zaupa. Urbančič ni bil previden, tole bi lahko bilo nevarno, podaja pred vrata in vendarle do žoge Likar. Šimkus. Kaj Cipo, dober prenos na Bobičanca, krasen sprejem, Luka Bobičanec, brani Likar. Miran Srebrnič, odlično ste danes krenili v tekmo, bili v prvem polčasu podjetnejši od nasprotnika, v drugem polčasu pa se nekako zdelo, da vam točka odgovarja, ni bilo zaznati ravno pretirane želje po napadanju. Kako ste tekmo videli vi, ste s točko zadovoljni? Ja, kot ste rekli, prvi polčas odličen z naše strani, zdaj manjkalo je pika na i za zabiti gol. Imeli smo posest, imeli smo v bistvu vse. Mogoče malo v te zadnji coni v napade nekako nam zmanjka ta neka zadnja podaja ali pa kakšen strel več na gol. Igra je bila pa okej, drugi polčas pa toliko niti ne, vse je ratalo malo bolj raztrgano, predvsem na sredini igrišča, nismo več dobro povezali te igre, da bi prinesli gor v napad dobre žoge. Tako da točka, mislim, da pred eni Muri, ki je izrazit favorit, tudi v bistvu ni tako slabo, ker bo pa treba zmagovati za točke, ne. Mislim, da že naslednji teden nas čaka zelo pomembna tekma v Sežani, kjer bomo probali biti še boljši. Mislim, da treba pač tak fajt naprej in gledati stvari pozitivno. In samo pozitiva okoli kluba lahko drži stvari po konci, mislim, na vseh področjih. Naslednji teden je torej na sporedu nekakšen derbi za obstanek, kot bi lahko poimenovali to tekmo. Na zadnjih 4 tekmah niste dosegli gola. Ali verjamete, da lahko to strelsko sušo prekinete proti Taboru in če boste morda zaigrali bolj napadalno, bolj odločno kot recimo na zadnjih tekmah, ko ste primarno se vendarle posvetili obrambi? To ni res, da smo se posvetili obrambi. Mislim, da smo danes igrali z 2 napadalci. Malo smo se prilagodili na sistem Mure, kar delajo vsi, kar je normalno. Normalno, da, kot sem rekel prej, nekaj manjka gor naprej. Tako da moramo te stvari popraviti in da bomo bolj uspešni v zaključkih, tudi kak gol prekinite ali pa kakšna situacija, da ti gre nekako v prid, kakšen penal, ki nam je šlo zmeri kontra. Tako da nič, gremo naprej. Damir Čantala, danes ste nekoliko zadržano krenili v tekmo. So bile to vaše zahteve? Je bil to del načrta ali vas je nasprotnik nekako prisilil za to, da je bil podjetnejši? Ne eno, ne drugo. Enostavno smo bili preveč pasivni v fazi branjenja, predvsem igralci, ki so igrali spredaj. Samo v istem tempu smo tekli med njimi, nismo napadali igralcev, nismo šli vzemati žoge in brez prave energije smo bili spredaj, kar nam je povzročilo težave, oziroma težko smo
spostavili neko kontrolo, imeli več žoge, prehajali v napad, ker enostavno smo bili premalo agresivni v fazi branjenja. Zdelo se, da sta Žiga Kovs in Luka Bobičanec precej poživila igro. Kaj potem recimo še zmanjkalo, da bi odprli obrambo Gorice? Ja, sigurno sta oba z svojim stopom dodala nekaj živahnosti, predvsem agresivnosti v fazi branjenja, ampak vseeno, enostavno, ko kreneš slabo v tekmo, ko imaš slab prvi polčas, ni enostavno potem tudi samo celotno ekipo dvigniti in enostavno nam ni steklo, oziroma ni nam na tem težkem igrišču uspelo doseči tega zadetka. Mislim, da popolnoma zasluženo, rezultat neodločen, čeprav smo z njim seveda povsem nezadovoljni. Najlepša hvala. Jošt Urbančič, točka z Muro, v tekmo ste zelo dobro krenili, potem malce vendarle popustili v nadaljevanju. Ste s točko na koncu zadovoljni? Pa jaz ne bi rekel, da smo popustili v nadaljevanju. No. Mislim, da je bila ena trda tekma od začetka do konca. Sicer smo malo bolj štartali tekmo, na koncu, ja, lahko smo zadovoljni, lahko pa tudi nismo. Ne. Mislim, da smo bili tudi boljši v celi tekmi in bi tudi 3 pike osvojili. Miha Kompan Breznik, osvojili ste točko proti Gorici, zabeležili tudi prvi nastop v letošnji sezoni prve lige. Na koncu, ko potegnete črto, ste zadovoljni? Zadovoljen sem z vstopom. Definitivno nismo zadovoljni samo s piko, hoteli smo vse 3 točke. Pripravljali smo se na njih 3 dni, 4, vse tedno v bistvu. Tako da ja, to je to.